Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Zakorakali smo v mesec maj, ki je pa en izmed najlepših, ampak po drugi strani tudi najbolj napornih mesecev, predvsem če pomislimo na maturante ali pa tudi osnovnošolce, ostale dijake, pa tudi kmete, ki so začeli zdaj z resnim delom na zemlji. Ja, mogoče je za prej omenjene najlepši mesec najtežji, ravno zato, ker je tako lep, ker vabi navzven, ker je vse v brstenju, v prebujanju, ti moraš pa sedeti s knjigami in se učiti in pred tabo so preizkusi znanja, ne samo učenci, tudi učitelji, pa ne samo učitelji, tudi vsi ostali. Tudi starši. Tudi starši, pa tudi zaposleni recimo v podjetjih. Če ima majčken zemlje, človek sam po sebi hrepeni po sprostitvi, po umiritvi in mu je recimo, ko moraš v takih okoliščinah, ko te vse kliče ven, kot pravimo, ne, je v takih okoliščinah toliko težje sedeti za nekim delom, ki je sicer obvezno, pa naj bo učenje ali kakršno drugo delo. Ja, lepota stvarstva kliče navzven, nas priteguje. Ne. Zato so lahko napori še toliko bolj, kot si rekla, naporni. Ja. In zelo hitro zapademo v tisto, da vidimo samo tisto težko, kaj nas čaka, tisti napor in v končni fazi se tudi začnemo smiliti samemu sebi. Ja. Kako se izluščiti iz tega? Mislim, da je v tvojem vprašanju že tudi zelo dobro nakazan odgovor, ne? Kako se izluščiti iz tega. Že najprej sam vem, ne? Recimo, če je eno obdobje, ki je bolj težko, ne? Ki ga moram dati skozi, ne? Že misel, recimo na dan, ki bo pa dan sprostitve, umiritve, mi da moč, da lažje zdržim tisti napor. Ne? Ja, zdaj je pač tudi za učence čas, ko je potrebno zdržati. Ampak že misel na prihajajoče počitnice, ne, in bodo kmalu, ne, mesec dni, dober mesec dni, lahko da stimulans, da še pa zdržimo te dni, ki so pač bolj zahtevni, ki so obremenjujoči, že z mislijo na sprostitev. Obenem pa ne samo, da mislimo na tisto, kar bo, ampak je zelo pomembno, ne, ob vsem, kar si rekla, ko mislimo, kaj moramo, kaj nas še čaka težkega, da pomislimo na to, kar nas pa lahko že danes razbremeni. Tiste lepe trenutke, tiste, bi rekel, trenutke poživitve, ne, sprostitve, okrepitve, ki so zelo pomembni, da bomo napor zdržali. Midva večkrat govoriva o tistem razmerju 5:1, ne. Preden pomisliš na eno stvar, ki je zate obremenjujoča, pomisli na 5 tistih, ki so pa sproščujoče, ne. To je vaja, ne? Vaja, da pridobiš to spretnost, da vidiš to, kar te vse lepega in dobrega kljub naporu obdaja. Sicer pa tudi sam večkrat pomislim še na eno zakonitost, ki pa je v razmerju 4, 8, 12. To je bila pa tudi opravljena neka raziskava, ki je pokazala, da ljudje, ki ne ozavestijo v vsakem dnevu vsaj 4 prijetnosti in si ti prijetnosti tudi privoščijo. So zelo preproste te prijetnosti, ne? Že to, da ko ti je naporno, da veš, da boš lahko po odmoru šel na čvek, k prijatelju, znancu, k nekomu, s katerim boš lahko se oddahnil, ker boš lahko pristan, ker ne boš v vlogi funkcije, ki jo moraš sicer upravljati, ne? Če nimaš vsaj 4 takšnih, bi rekel, oddihov čez dan, je verjetnost, da boš zbolel. Kaj to pomeni? To pomeni, ne pomeni samo fizično zbolel. Veste, danes mnogi obolevajo zaradi pregorelosti. Sam sem dal kar nekajkrat to pregorelo skozi in vem, da je to zelo, zelo težko počutje, ne. Potem je številka 8, torej 4, manj kot 4 ne gre, zbolel boš, ne. Potem je številka 8, če jih je manj kot 8, ne boš deloval v fazi zadovoljnosti, boš prenapet, boš nesproščen, boš obremenjen, boš z lastno obremenjenostjo bremenil tudi druge, ne. To je zelo pomembno.
za otroke in za starše in za zakonce in za vse, ki smo kakorkoli povezani. Mi moramo dobro poskrbeti za sebe. Mi si moramo privoščiti dobro. To ni naša pravica, to je naša dolžnost. Vsak človek, ki saj z nekom sobiva, pa tudi če za živaljo, ti si moraš privoščiti dobro, ker na žival tudi vpliva. Se spomnim eno obdobje, ko sem bil, bi rekel, v zelo, zelo težkem stanju in je kapra, konjiček dobil astmo. Se je nalezel od mene te moje notranje resničnosti. Nisem si privoščil dovolj lepega, prijetnega, da bi tisti napor, ki je pač bil, tiste situacije, ki so bile, lažje zdržal. Bolj, ko je kaj težko, bolj rabimo, da ti dvigneš nekaj več energije, porabiš več energije, moraš tudi pridobiti. Bolj mora skrbeti zase. In to pridnim Slovencem to povedati, če mislim na sebe, pa ne bom rekel pridn, ampak Slovenec pa vsekakor, je zelo težko. Da imam dolžnost, da mi je dobro in da dobro poskrbim zase. Da to ni pravica, ampak je to celo dolžnost. Torej, manj kot 8 bo nezadovoljstvo, bo nevolja, bo prenapetost, ne bo dobro. In potem je številka 12. Šteje se nad 12. Če pa smo tolikšni mojstri, če imamo tako zelo radi bližnje, da bomo poskrbeli zase, kajti bližnjim postrežemo svojo notranjo resničnostjo. Zdaj bo kdo rekel, ja, pa me ne razumeš, pa ko bi ti vedel. Tudi jaz tako mislim, Ja, pa, ampak tu se spomnim na mojega duhovnega očeta Tarasa Kermaunarja, ker k njemu sem ponovadi šel, kadar sem bil obremenjen, kadar, se veste, škoda je, da gremo po nasvet takrat, ko je juha pregreta, ker takrat se ne da nič rešiti, Takrat lahko malo popihamo, rešiti pa ne moremo, In jaz sem šel ponovadi k njemu takrat, ko je bilo preveč vsega, In mi je rekel v nekem trenutku, Karel, se upravičujem, Karel, dokler ne boš ozavestil, zakaj ti je lepo živeti, ne hodi več k meni. In sem bil zelo prizadet. In ker je videl, da ne bom zmogel sam iz te prizadetosti, mi je on pomagal, česa se lahko veselim. Odpreš oči, vidiš in rečeš, hvala, vidim. Hvala Bogu, kot rečemo, vidim. Zakaj se je pomembno zahvaljevati? Ker ozaveščamo, kar nam je dano. Zakaj otroke navadimo na čarobno besedo hvala? Zato, da ozavestijo, da jim je nekaj dano. Nekateri reče, se mi ni treba zahvaljati. Moramo se zahvaljevati. Zaradi nas samih, da bomo ozavestili, kar nam je dano. Prosim, hvala. In kadar je potrebno tudi oprosti. Si odprl oči, si videl. Pa si hvaležen, da vidiš. Ali si hvaležen, kaj vse lepega lahko vidiš, Ali slišiš, ali si danes zjutraj prisluhnil ptičjemu petju, ali si hvaležen, ali si dovolil, da je bil to, bi rekel, da je bila to začetna spevoigra v začetku tvojega dneva, Si vstal, lahko se giblješ. Moja mama, ki ima 83 let, mi reče, veš, vsako jutro težko vstanem, pa se pa razhodim in sem tako hvaležna, da lahko hodim. Ja, gotovo me kaj boli, tudi mene že boli, ampak lahko še hodim, lahko marc tega postorim. Zakaj bi mislil samo na to, kaj ne zmorem več? Zakaj ne bi mislil to, kar še lahko in sem zato hvaležen? In ko bom hvaležen, bom veliko več tega zmogel, ker me turobnost dejansko potlači in nekateri kar obnemorejo. Stimulirati s hvaležnostjo, kaj lahko, kaj vidim. Tako mi je moj duhovni oče pomagal in tako moramo drug drugemu, predvsem pa mi odrasli, moramo biti toliko, bi rekel, umni, razumni, modri, da se zavedamo, da moramo na nek način poživljati sebe s pozornostjo in s tem, da si privoščimo dobro, da bomo lahko zgled mlajšim. Kajti tudi mlajši, mislim, mladim je samo lahko, ni tako lahko, Mnogi so zelo obremenjeni, V tem času so bili strašljivi podatki o mladostnikih, ki so obupavali nad življenjem. In mi moramo pomagati, da bodo kljub naporom, kljub težkim situacijam, znali črpati moč, energijo
spodbudo iz tega, kar pa je kljub temu lepo in nam je dano. Ne. Tista naša negativna pedagogika, ko usmerjamo drugemu pozornost, poglej, to še ni pa, ono še ni pa. Glej, tu pa se povrniva na 5:1. Preden rečeš komu, poglej, tu še ni, mu povej, glej, to pa je, to lahko zmoreš. Ne? Tako kot je meni rekel to moj duhovni oče, Taras Krmavner, ki zdaj že žurira tam v drugi razsežnosti, kako, nimam pojma, ampak vem, da je, ker ga duhovno zaznavam, tudi to je ena prijetnost. Ne? Pa je rekel, ja, pa tega ni več, pa onega ni več. So, angeli so. In če nisi tuj samemu sebi, so prebojeni v zaznavu tvoje notranje resničnosti. Toliko tega je in to si moramo pomagati, si dopovedovati, si osvetljevati, da bomo lažje zmogli napore. Ne? Kot si rekla, smo v enem obdobju, ko je tako lep mesec, ne? Po drugi strani pa tako zahtevne. Če se bomo obhajali, krepili z dovolj lepim, bomo lažje zmogli tudi zahtevnost. In to naj bo najina želja. In vodilo. In vodilo. Ja. Srečno. Srečno.